Beseda je našega Antona Komata, ki ga vsi dobro poznate, Tomen, prosim. Naredimo najprej test za zvok, a dela? Ok. Hvala lepa za vabilo organizatorju, hvala lepa za čudovit obisk. Moja naloga danes je nekako poskušati en uvod v tisto, kar se verjetno vsak od vas pri sebi sprašuje. Če se borimo na vsak na svoj način po tej norišnici tega sveta, da vidimo, da je vse v smeri norosti, potem se verjetno tudi vprašamo, kaj pa potem, ko zmagamo proti tej norosti? Kaj pa pol želimo, kakšen svet želimo, ne? Jaz sem želel z današnjim prispevkom večkrat opozoriti, da smo pred vstopom resnično v neko novo obdobje, kako bi rekel, da smo na en način posvečena generacija, hude preizkušnje doživlja vsakodnevno, ampak vse veste kako je, ne? Kadar pošast crkuje, maha z repom, ne? Ko pa crkve, je treba naprej živeti. In jaz sem dobil eno izjemno asociacijo, bi rad nakratko povedal, o tem tudi pač nastaja zdaj moja nova knjiga na to temo, ampak če smo v svetu, v katerem norci vladajo, pametni pa norijo, to pomeni, da mi nismo norci, da norimo, ne? Ampak da je tukaj na poti tiste tri velike knjige, ki so definirale renesanso, kdo se je s tem malo ukvarjal, ali pa se tega spominja. Torej, tri temeljne knjige renesanse imamo, od Machiavellija, Vladarja, imamo Utopijo od Thomasa Mora in imamo od Erasma Rotterdamskega Hvalnico norosti. Meni vedno bolj prihaja na misel, da mi danes resnično rabimo ponovitev teh treh knjig na nov način. Torej, če zdaj omenjam Machiavellija Vladarja, potem pomeni, da rabimo en sistem neke nove demokracije, ki bo napisana na kožo človeku prihodnosti, ne to, kar imamo zdaj, kar je propadajoče, da rabimo neko novo norost, kajti norost v tem smislu, ne v tem starem smislu, v tem smislu, da je dovoljena kritična presoja, da ni nobenih tabu tem, ni nobenih zemeljskih bogov, ki želijo po svojih zamislih preurejati ta svet, ampak je vsak človek ima pravico, da odloča o svojem življenju. Jasno pod moralno obvezo. Pod moralno obvezo, da ne škoduje svoj človeku, mi ne rabimo nobenih zemeljskih bogov, ki bodo določali, kako bomo mi živeli. Ne rabimo. In gre za to, da ta hvalnica norosti oziroma ta Erasem Rotterdamski, ki je najbolj branih pisateljev istega časa, to so tri temeljne knjige, ki so odprle eno največjih revolucij v zgodovini Evrope. To je bila renesansa duha. In če mi je danes rabimo mi danes novo renesanso, kajti dovolj je te zatohnosti, te gnilobe, te tiranije, vsega tega, kar se me bralo, ker bi vsi življenje normalnega človeka. Prišla mi je na misel, jasno, ker vse veste, kakšno je moje mnenje o znanosti, o teli, ki danes to ni več znanost, kajti prava znanost se sprašuje, pro et kontra, vedno so bile vsta razvoj znanosti od utemeljitelja Descartesa naprej, temelji na tem, da je dvom metodično načelo. Torej, znanost je konc, ko je konc dvoma. Če nekdo ukazuje, kako moramo misliti, če vzgajanja cenzuro, če vzgajanja novodobne grmade, ker se kurijo drugačni misleči, na simbolni ravni, potem to ni več znanost, to ni več nobena svoboda, ampak je to parodija, da ne rečem, tiranija
na tisto, kar je bilo človek z veliko začetnico. Torej, mit na pamet je prišel ravno danes zjutraj en čudovit starogrški antični mit. Vi dobro veste, da je renesančni geniji niso kopirali antike, ampak so povzeli sporočila antike in jih prilagodili in predelali za svoje potrebe v tistem času. In zdaj, če vam nakratko osvežim mit o labirintu na Kreti, o grozoviti pošasti z imenom Minotaur, sem to, da bomo videli, kakšna asociacija v tej mitologiji na sedanji čas. Torej, pogledajte, Milas je bil kralj najbolj mogočne dežele v Mediteranu, Kreta. Ona se je pokorila Atene, Atene so bile pojem demokracije takrat, No in ta vladar je, predne je postal vladar, je pomolil k Bogu Pozejdonu, da mu pošlje nebeškega bika kot neko zastavno pravico, da bo s tem dokazal, da bo on vladar. No in Pozejdon mu je tega bika poslal in ta je rekel, da ga bo žrtvoval v zahvalo bogovom, kajti šlo se tem, da je bil ta bik potem ni bil žrtvovan, ampak ga je naredil ponevedno, potvorno, žrtvoval je tistega običajnega bika, tega se je pa prisvojil zase, on je Pozejdon to ugotovil in ga je kaznoval tako, da je začal po Božje njegovo ženo, da se je sprečala s tem bikom in je rodila to pošast z imenom Minotaur. Ta Minotaur je bil zaprt v labirintu podzemlja, no in ker so bile Atene pokorjene strani Krete, so morali vsako leto določeno število mladenk in mladeničev žrtvovati te pošasti, mislim, da je to na 7 let, jih ta pošast požrla in to veliko žrtvovanje. No in ko so imeli Atenci tega dovolj, se je našel pogumni mož Tezej, on je bil kraljevič atenski, in preden so šli v ta labirint, jih je pač sprejel tam Minos, ta kralj, in je Ariadna, hčerka tega kralja, se je nesmrtno zaljubila tega lepega dečka. In deček je pa šel kot prvi v tej koloni z mečem v rokah, s ciljem, da pokonča tega Minotaura. In to tudi uspelo, samo povratek iz tega labirinta podzemlja je omogočila ta nit, ki mu je Ariadna dala kot varščino, kot tisto vodilo, kako iz tega peklenskega onostranstva tega labirinta prijeti nazaj na ta svet. No, to je uspelo. In posledica tega je bila, da se je ta par preselil v Atene, da je postal Tezej znameniti vodja atenske državice, tretja pa propadla. Ampak, če večkrat pogledamo sporočilo tega mita, dobro vidimo, da je ta Minotaur točno to, ker ta oligarhija teh debilov, teh psihičnih bolnikov, terorizira svetovno populacijo s svojimi blodnimi idejami. To so ti Minotauri. To je poosebljeno zlo, to je poosebljeno pohlep, to je poosebljena norost, zato sem tudi rekel, da norci dajo pametno govorijo. In mi smo vsi tukaj, kar ste prišli, imate vsi zavest Tezeja. In vsakega od vas, vsak od vas ima v rokah to nit Ariadne, ki bo pripeljala vas, vse skupaj pa še milijone drugih, na ta nov svet, ki ga moramo ostati pomeri človeka. Blodne teh uzurpatorjev, drugače moram reči, je zelo logične. Pogledajte, si predstavljate, da ste stari 85, 90, 95 let, imate 200 milijard evrov, pa veste, da okoli hiše hodi dela gospa s kosom. Kako se temu izogniti pri tem denarju strahovite, kako ta nagrabljeno, nakradeno, skrbjo prekrojeno predloženje, ne da se na svet nesti tega bogatstva, ne da se prideti v neko večno življenje, in zato so te norosti z neko digitalizacijo, pa z nekimi povezavami z računalniki, to so blodne, zblojenih duhov, to so norci, to so normalni ljudje.
Normalni človek se želi na tem svetu realizirati, da mi dožni, da ima tista načela, kot jih je renesansa, ki je daje kot vzgled, postavila takrat, ko pa se renesansa je največja revolucija, ponavljam, evropskega duha, poleg reformacije. To so prelomna dva dogodka. In renesančni človek, komu in čemu se je uprl? Vi se spomnite verjetno iz zgodovine, kakšen peklenski čas je bil ta zadnji del feudalizma. Kako so vse drugače misleče zatirali, kako so gorele armade, kako so jih močilnice lepone, kako so lepone galeje razselili obsojenci. Kakšen strahoviti teror se je delal nad ljudmi, ki so drugače razmišljali. Nas je nič drugače. Ne govorijo sicer armade 10 uri zjutraj po maši na centralnem trgu, spet kubiki drv spodi, ampak so takrat govorili Jana Husa, recimo, ko je bil reformator družbe, ki je bil v bistvu prenovitelj češke države, ampak kako je govoril tale italijanski renesančni Giordano Bruno, zato ker je odpiral nov pogled na svet, ki je bil širok, ki je ta kozmični duh razumel tisto, da kar šele mi zdaj prihajamo. Torej, Giordano Bruno je bil človek za naslednjih 1000 let, ampak ti ljudje so goreli takrat. So zgoreli, zato so predstavljali nekaj novega, kar nastaja. Ampak kljub tem grožnjam, kljub tem, da so vedeli, kaj jih čaka, so ti pogubni ljudje in so ustvarili nov svet. Renesansa je trajala nekakšnih 100 let, to je bila doba svetlobe, to je bila doba razcveta, to je bila doba, ki je negovala umetnost. Kajti, tisto, kar človeška družba rabi, je spoj svobode in lepote, ki jo predstavlja umetnost, in lepote, ki jo predstavlja narava. Mi ne rabimo digitalizacije, mi ne rabimo povezavati s kompjuterji, preko možganov in teh bulanih ekscesov in idiotov, mi rabimo normalno, spokojno človeško življenje z veliko začetnico. Rabimo ljubezen, rabimo svobodo, rabimo dobro voljo, rabimo svetlobo življenja, ki je rekel iz tega, iz tega zatoplega labirinta svinjarije, ki nam je naplezalo, rabimo svobodo, kot to bo tudi najdemo, zato smo pa tukaj. Mi smo edini, milijone in milijone vse na svetu, verjemite mi. Torej, če gledam zdaj to temo, bi rekel, verjemite v znanost. Jaz sem že večkrat povedal na mojih predavanjih, recimo, to primerjava neke dogmatske religije, vsak, ki je veren, ima neko dogmo, ker religija brez dogme ni. In sodobna znanost, ki je dogmatska. Tako ker srednjeveška inkvizicija, ravno tako dogmatska in je da renesansa ta svobodni duh, ki je takrat vel po Evropi. Tudi danes, ko govori o nove renesansi, je ta antagonizem prisoten. Če gledamo zdaj sedanjo znanost, pa sedanjo pa neko od religij, ki so malo dogmatske, potem pri religiji to vsi imate iz ste grešniki. Rešitev za vaš greh je spoved. Po spovedi dobite pokoro. Se morate izpolniti. Zdaj pogledajte, tako pa znanost gleda, če gledamo COVID histerijo. Vsi ste bolniki. Namesto spovedi PCR test. Namesto za pokoro pa karanteno, koliko ste pozitivni. Da razmišljate o svojih grehih, kako ste zaradi tega, ker se niste držali zapovedi oblasti, sedaj polni izhakite z lažnim testom. Mislim, da imamo totalno analogijo med neko stroko, ki ni več znanost, ampak je v bistvu parodija na znanost. Tisto, kar sodobni človek rabi, je to, da začnemo razmišljati. Pater je prej rekel o hipnozi, čudovita stvar, odklopte medije. Mediji so tisto, kar je spravim bermudski trikotnik naših domov. Poznate bermudski trikotnik, to legendo iz Karibskega morja, v tem trikotniku ne bi zginevale ladje, letala, v nekaj globinah ali višine, nišče ne ve, skratka, legendarno področje na planetu Zemlja. Ampak mi imamo
v naših domovih tudi svoj bermudski trikotnik. Veste, kaj je ta? To je trikotnik med kavčem, televizijo pa hladilnikom. Sediš na kavču, si neki ven, greš v hladilniku industrijsko hrano, ki je mrtva, ki nosi bolezen, ne pa zdravje, ne? In to nam predpisujejo korporacije, kaj moramo jesti, ne? In jasno gledaš televizor, ki je vir grozot, strahov in idealna kombinacija, da smo vsi kronično bolni. Jaz si s tem upravam, znanost je toliko napredovala, da praktično ni več zdravega človeka. Ker medicina, sodobna medicina, ki je ugrabljena s strani farmacevtske veleindustrije, ni več svobodna, torej medicina rabi družbeno pomoč, da se izkoplje iz te incestoidne naveze, rabi nazaj svojo svobodo, da se poklic, ki je bil plemenit, se povrne na tisto osnovno dejavnost, ki je imel, ne, in njegovo poslanstvo. Torej, vidimo, da je ravno v tej reprodukciji bolezni ta denar, ki se vali, ne, ampak zdaj smo prišli do tega, da niti ni pomemben kot denar, kot je pomemben nadzor, kot je pomembna depopulacija, kot je pomembno to, kar se dogaja za eugeniko, ne. Torej, mi glede, ko je danes omenjen veliki guru WHO-ja, ki je preko 100 000 mrtvih, manj je stil volite v obih, to niso večne številke, ne. In je decembra lansko leto je ta ista zločinska organizacija za svojega strokovnega vodjo imenovala glavnega lastnika in nosilca največje eugenične organizacije na svetu. A to paše v WHO, eugenika, torej depopulacijski projekt in tako naprej, da vidimo, da se gor kopičijo te izrodki človeštva. Dejstvo je, da jih je strah. Dejstvo je, da jim vse propada, da jim vse zelo povzi. To se moramo zavedati. Kajti, veste kaj je, to, kar se širi tudi po mrežjih, širi se, koliko so vse mogoče, koliko oni lahko vse naredijo, kako oni nekaj planirajo naprej, kaj bo, kako imajo posod svoje ministre in svoje predsednike dan. Še imajo, še nekaj, imajo eno Makrona, ki je dobro zdravite, pa imajo neko Albertovo v Novi Zelandiji, pa imajo nekaj, tam negor, 3 doje v Kanadi, pa je že par konc, pa zdaj tega Nemca, ki je v Nemci sami držali, ne da imajo, vse to prej. Torej, vidimo, da teh par pokvarjencev, ki so izdali lastni narod, ne bodo preživeli. Kopiči se tak revolt v Evropi, kdo gleda po televiziji, te posnetke, ki jih itak ni nikjer v medijih, v naših sploh ne, če pa jeste pogledati tajem demonstracije Evrope, se vam povsuje, kaj se dogaja v Franciji, kaj se dogaja v Nemčiji, v Holandiji in tako naprej. 100 000 so dnevno na cestah, pa se. Zadeva je, zakaj Macron nekam zgibo, to mene nekaj trenutno? Zakaj šef Pfizera nekaj Paraguaju trenutno se skrive? Skratka, zadeva se kar dramatično dogaja po svetu, ne? Zato ne nas biti strah. Mi, če bomo pristopili, če se bomo povezali, kajti največji cilj teh oligarhij, poleg tega, da živijo večno živeti, kar itak, lahko jim rečemo v falco, tudi ti boš umrl, večno boš ti večno živel s svojimi milijardami. Kajti edina pot na ta svet je samo ena, pa z tega sveta, kot se reče, je tudi samo ena. In ker se veliki modrijani sveta, ki jih samo nekaj naštejem, od Nietzscheja naprej, pa do Karl Gustav Jung, ki je tudi zraven, pa je zraven Oswald Spengler, tako celo v stari zavezi v ti knjigi Pridigar imamo večno vračanje enakega, nič ni novega pod soncem, vse, kar je že bilo, vse, kar bo že je bilo. Skratka, tudi za nas, če se bomo mečko povezali, če bomo malo sodelovali, prihaja čas renesanse. In ne bomo plesali mrtvaškega plesa, kot so ga takrat tudi v času renesanse izpodabljali, da so opozarjali, da je za vse enaka pot v onostranstvo, kot se rekel, In je bil v prvih teh kolonah so bili vedno cesarji, pa papež, pa ti veliki feudalci, na koncu do zadnjega siromata, so imeli ta ples smrti. To je opozorilo, da je ta osnovni zakon biologije še vedno velja. Če temu rečemo, da je edina poštenost sveta, potem lahko rečemo, da bomo pa mi pristali na filozofijo življenja,
na filozofijo resnice in na filozofijo svobode, in da so to glavne značilnosti renesanse izpred toliko let in bojo tudi zdaj postale glavne značilnosti novega človeštva, ki nastaja med nami. Torej, to pomeni. Dovolj je bilo širjenja strahov, verjete en do drugega, zaupajte en drugemu, ta svet je prelep, ta planet je čudovit, ko je edini dom, kar ga imamo. Vse nekem pilotu, nekem potovanju na Mars, pa nekaj še lune, pozabno, to je bajka. Mi glede še toliko za konc, za tolažbo, tako da torej, prišlo je do razhoda v teh zgornjih strukturah, kdo je spremljal, je to ujel. Torej, če smo imeli letos Davos, pa je bil udeležba polovična na Davosu, v tistem srečanju vrhovcev, je pa Elon Musk organiziral kontraakcijo, kdo je to ujel, v Dubaju, ki je prišlo preko 400 ministrov, in tukaj se pa imenuje ne World Economic Forum, ampak World Governmental Forum, vladni forum sveta. In je več ljudi udeleženih v tem primeru, da so pozicije pa tisto, kar so sprejeli, je popolni kontra Davosu. Torej vidimo, da je tudi se gor na vrh delajo dve fronti, bolj bo videti, kako se bo to razvijalo. Skratka, želim vsem skupaj, da živimo v svobodi, da svoboda nikoli ni bila dana v zgodovini človeka, vedno so se morali ljudi vzeti, vedno so se morali boriti za to svobodo in potem, kar smo imeli, je potem naslednji korak jasno demokracija. In če gledam slovenski narod, pa njegovo zgodovino, mi smo 1000 let živeli pod tujci, ampak ta narod nikoli ni bil hlapčevski. Torej, kdo govorite slovenski narod, hlapčevski narod je lažnivci. Slovenski narod je izjemno pomemben narod, kaj bi preživeti tisočletja na tem prostoru, ki so korakale mogoče armade gor pa dol, preživeti. Mi smo preživeli samo zato, ker smo imeli izjemno močno lokalno skupnost, ker smo bili izjemno povezani na lokalni ravni, ker smo imeli neposredno demokracijo, ki jo obvladamo še danes, čeprav se poskušali vsi oblastniki zatrti. To je naša moč in to nam daje tudi moč za preživetje v teh prelomnih cajtih. Torej, na en način bodimo ponosni, da živimo v tem času, ki je zelo prelomen. Je pa nekaj, če gledamo z lučmi sistemske teorije, to je ta pogled, ki je meni odpira razgled po celih dogajanju v svetu. Vsak sistem tega planeta, da je to organski, da pač bomo nekaj delitev, ki smo se mi zamislili. Človeška civilizacija v tem trenutku je v coni bifurkacije, v coni razcepa. Zato so taka dihanja. Zato je toliko nepredvidljivih, nenapovedljivih dogodkov, ki lahko rečemo tudi kaotični, ampak kaos je determinističen. Torej, v razcepu sta samo dve poti. Tretje ni. Ali se zaostri do konca to, kar je, potem to vodi v končno propad celotne civilizacije, ali pa bo tak preskok v nekaj novega, in jaz mislim, da ni velik pover, da ne bi to novo pot se odločili, za katero se je pa odločilo že samo življenje planeta. Hvala, Toliko. To me je rekel en minut nazaj, da se malo povežemo, pa bomo zmagali. Definitivno, ampak mi se bomo močno povezali. Malo povezati, močno se bomo povezali. Vidite, tu piše, vsi za enega, eden za vse. To je princip, ki je zmagovit že po sami strukturi. Zato nam iz tujine sporočajo, pejte z ramo ob rami, ne se bat, ker mi se nimamo česa bat, ker je Bog na naši strani, kosmična inteligencija na naši strani. To se pravi, česa se smo mi bat? Teh par psihopatov,
ki se grejo neke igrice, spadajo pa v bistvu vsi v azilu. Doktor Biserka Igin, beseda je vaša. Vse, ki ste tukaj, ki so ti lepo pozdravljeni. Malo imam lonki se, ja? Bom skušala biti kratka, kako bo možno, ampak vseeno izpostaviti glavne zadeve. Namreč čez 3 meseca se bo odločalo o tem, kako bomo živeli naprej. In je izjemno pomembno, da se informacije čim bolj na široko razširijo, torej čim več ljudi se znani s tem, v kaj nas vodi naša politika, v čem podpira to finančno oligarhijo, s katero bo, oziroma katerim nas bo kot državo in kot ljudstvo prodalo. Namreč, če se izpelje njihov plan, v tem primeru bomo čez 3-4 mesece na robu propada, ker drvimo v tem slučaju v diktaturo ki jo bo vodila finančna elita, svetovna finančna elita, drvimo v medicinsko diktaturo oziroma tiranijo in v digitalno suženjstvo. Da se to ne bi zgodilo, je izjemno pomembno, da se povežemo, da našim politikom povemo, da se s tem ne strinjamo. In da tega na noben način ne bomo dovolili. In zadevam, ki vam bom zdaj povedala, ki niso spodbudne, zame je nekoliko spodbudno to, oziroma mi odpira neko upanje, da vendarle zmeraj več ljudi ve, zmeraj več ljudi se prebuja, zmeraj več ljudi dviguje glas. In pri nas, in v svetu. Bom pa skušala na kratko povzeti, eni ste že slišali en delček je pa čist nov. In sicer, kaj je tisto, o čemer bodo odločali konec maja. Svetovna zdravstvena organizacija oziroma WHO je bil ustanovljen leta 1948 kot neka zveza enakovrednih držav, usmerjena v javno dobro izboljšanje javnega zdravja, financirana je bila izključno iz članarin držav članic in je ta organizacija imela izključno nalogo svetovanja, torej zbiranja informacij o zdravstvenem stanju na svetu in tudi bilo je eno posvetovalno telo, da njihova priporočila nikoli niso bila obvezujoča. Prvič se to spremenilo dejansko zdaj v času te COVID zgodbe, ko kljub temu, da še to, kar nam načrtuje, seveda na kvadrat, če bo sprejeto, dejansko se je pohodilo. Oziroma so tako močen pritisk naredili na politike, in to zaradi te naše ekstremne zadolženosti, da so dejansko v vseh državah manj ali več izpolnjevali navodila WHO-a, kot če bi bila obvezujoča. Na ta način so dejansko sprovajali ukrepe, ki so od prvega do zadnjega bila v popolnem nasprotju z medicinsko stroko, niti en ni bil v skladu. Drugo, zdravnikom so odvzeli popolnoma strokovno avtonomijo, kar pomeni onemogočali zgodnje zdravljenje bolezni z varnimi zdravili, vsilili zdravljenje v bolnišnicah z zelo tveganim in neučinkovitim zdravilom in sami ti ukrepi so pravzaprav prinesli neprimerljivo več škode kot bolezen sama. Zdaj, ta svetovna zdravstvena organizacija
je nekje se začela spreminjati tam pred 25 leti in začel zmeraj bolj vstopati privatni kapital, privatni korporacijski kapital, seveda direktno ali pa indirektno. Tega prve spremembe smo videli v smislu spremembe teh definicij že leta 2009, en mesec pred pojavom prašičje gripe, od pa 2020 in 2021. Vse te spremembe definicij so pripeljale do tega, da so seveda na predlog WHO-a bile umaknjene varovalke, ki so nas varovale pred morebitno zlorabo WHO-ja. Mi pa so prinesli deregulacijo, s katero so zmeraj bolj imeli odprte roke, da delajo, kar hočejo. Če čistitno povem, do leta 2009 je veljalo, da WHO lahko pandemijo razglasi le v primeru, ko se pojavi nalezljiva bolezen, ki se hitro širi po celem svetu oziroma po vseh kontinentih in pušča za sabo veliko število hudo bolnih in izjemno visoko smrtnost. No, tukaj so iz te definiciji črtali veliko število hudo bolenih in izjemno visoko smrtnost. Torej, od tega časa, od leta 2009, WHO lahko razglasi pandemijo praktično za karkoli. Leta 2020 so spremenili definicijo čredne imunosti, ki je bila čisto v skladu s stroko. Namreč čredna imunost smo lahko pridobili s prebolelo boleznijo ali s cepljenjem. Seveda vemo, kam je tacomolijo v tej epidemiji in v skladu s tem so umaknili prebolevanje kot možnost pridobitve čredne imunosti. In je ostalo v definiciji samo, da je možno pridobiti samo s cepljenjem. Seveda to ni res. Vemo, da je naravno pridobljena imunost bolj trajna in bolj močna, bolj zadovoljiva kot tista, ki jo pridobimo s cepljenjem. Tretja sprememba se je zgodila leta 2021, ko so spremenili definicijo cepiva. Prej definicija cepiva šla v te smeri, da je to uporaba medicinskih pripomočkov ali sredstev v smeri povečanja odpornosti proti neki nalezljivi bolezni. Tudi to so spremenili in sicer v to, da so cepiva medicinski pripomočki ali sredstva, ki delujejo na imunski sistem. Kako? S kakšnim ciljem? Kaj želimo s tem doseči, je bilo črtano. To je omogočilo, da dejansko uporabijo preparat, ki ni povečal odpornosti proti določeni bolezni. Razen tega moramo videti še nekaj. S tem so se odprla vrata za uporabo katerihkoli medicinskih pripravkov, kateremu nadenejo ime cepivo. In moramo videti, da cepiva imajo bistveno manjši varnostni standard kot vsa zdravila. Namreč, bistveno manjše so zahteve za registracijo kot za zdravila. In vidimo zdaj tudi pri teh COVID cepivih, da pravzaprav osnovne varnostne študije niso bile opravljene. In da dejansko nas je in politika in mainstream stroka zavajala z informacijami, da so preizkušena in varna zdravila oziroma cepiva. Zdaj vemo, mislim, po vseh teh presežnih smrti v vseh državah na svetu, da je to daleč od resnice. Kaj je drugače dejansko zdaj, oziroma kaj je tisto, kar je mene tako grozljivo straši, pa verjetno vse tiste, ki vemo, kaj nam se pripravlja. WHO oziroma finančna elita se je odločila, da bi prek WHO-ja dejansko ustvarila en nadnacionalni center moči, ki bi upravljal dejansko z 194 državami sveta. Prvo so mislili, da bi to naredili vse v okviru pandemskega sporazuma, okrog katerega so mislim, da v Ženevi imeli maja lansko leto dolgo trajajoči sestanek in seveda, ko so afriške države slišale, kaj oni predlagajo, so se zbunili kolektivno in so rekli, da oni na to ne pristajajo. No, takrat je Bidenova administracija rekla,
mi bomo to speljali po vsako ceno. In oformila dve skupine, A in B, za brainstorming, kako utišati uporniške države. In so se domislili, tako da je 6. oktobra lansko leto začela delovati ena skupina na podlagi teh idej in sicer so ločili pandemski sporazum na dva dela. Na en del, ki je relativno neškodljiva lupinca, ki je pravzaprav dejansko pesek nam v oči in s katerim nam bodo vsi skušali nas prepričati, da je to za naše dobro, da v naslednjih pandemijah, da bodo države bolj pripravljene, hitreje odreagirale, bolj usklajene, v glavnem, da je to vsekakor služi naši večji varnosti. Seveda tisti drugi del, o katerem se bistveno manj govori, je sprememba IHR pravilnika. To je International Health Regulation oziroma mednarodni zdravstveni pravilnik. Noben ne govori o tem, da so te brainstorming skupine se spomnile, da seveda ta, kak je izval Revolt, ta konkreten paket v okviru nove pandemske pogodbe, da dejansko prenesejo na spremembo tega pravilnika. Namreč ta pravilnik oziroma vse države v WHO-ju morajo spoštovati ta pravilnik, ker je podrejen WHO. Ta pravilnik je pa zakonsko obvezujoč. In oni so prenesli dejansko od 6. oktobra pa do 13. januarja letos, so oni izdelali predloge, približno okrog 300 amandmajev, ki so jih 15. januarja poslali državam, 6. februarja pa tudi objavili na spletni strani. Tiste glavne spremembe oziroma glavne pomembne spremembe pozicije WHO-a in tudi našega življenja, če se to uveljavi, so naslednje. WHO je prej lahko razglasila pandemijo oziroma izredno stanje le v primeru konkretnega dogodka. Torej pojava epidemije, pojava pandemije, pojava neke zdravstveno ogrožajoče situacije, ki je bila že na nek način tukaj. Sedaj po teh novih pravilih bi lahko WHO razglasil izredno stanje v katerikoli situaciji, ne vezani na pandemijo, na epidemije, v kateri domnevno obstaja možnost vpliva na zdravje. Da če samo enega od možnosti povem, je to recimo klimatske spremembe. Že imamo tudi diagnozo smrti kot klimatske spremembe, ne? Mislim, da je prvič bo poletje lansko leto dano eni mladi ženski, ki je nenadoma umrla, ne? Zdaj recimo, če to stopi v veljavo, oni, če razglasijo izredno stanje zaradi klimatskih sprememb, to lahko traja naslednjih 100 let, če želijo, ne? Generalni direktor WHO-a dobi ekskluzivno pravico, da odloči, kdaj, zaradi česa in koliko dolgo bo trajalo, kdaj lahko razglasi izredno stanje, zaradi česa in koliko dolgo bo trajalo to izredno stanje. In ni več potreba upoštevati mnenje strokovne skupine. Tako dejansko en človek dobi v roke moč, da odloča o tem, ali bo 194 držav živelo normalno, ali se bo moralo podrediti eni absolutistični moči te nadnacionalnega centra moči. Namreč generalni direktor takrat, če se to sprejme, oziroma če razglasi izredno stanje, ima naslednje kompetence. Lahko določi kot obvezne, sem pozabila povedati, po teh novih pravilih, karkoli bo generalni direktor WHO oziroma WHO odločil, dobi težo zakonsko obvezujoče zahteve. Torej, ni več tega, da je to priporočilo, pa vsaka država bo pretehtala, kaj od tega bo uporabila in kaj ne,
Ampak če generalni direktor reče tako, dejansko morajo vse države se popolnoma temu podrediti, torej njegove odločitve grejo nad nacionalne zakone in nad nacionalno ustavo. Dejansko s tem država izgubi suverenost. Kaj je tu vse problem? Kaj se bo dejansko to se umešalo? Ne? Prvo, generalni direktor lahko zahteva čist vse posege v naše telo. Od testiranja do obveznega cepljenja, do obveznega jemanja preventivnih zdravil, do obveznega zdravljenja, izolacije, karantene, etc. Torej, karkoli se odloči direktor WHO-ja, naloži državam, da to morajo implementirati po vsako celo. Takrat imajo so oformljene tudi dve nove komisije v okviru WHO-a. Ena, ki bo nadzorovala v vsaki državi, ali se to zares izvaja, ker vemo, da v Bosni so samo zamaknili z roko, pa pol izvajali, pol pa ne. Zdaj to ne bo več možno. Druga komisija, ki bo pa izvajala pravzaprav kaznovanje tistih držav, ki ne bodo 100% upogljive. Torej, največja grožnja za moje pojme je, da bo en človek lahko določil kot obvezno vse možne medicinske posege v naše telo, brez da bi imeli pravice odločati ali soodločati o tem. Torej, če se oni tako odločijo, mi se moramo podrediti. Zdaj, če k temu dodam še, da je iz člena 3 izbrisan del, ki je že existiral od leta 2005, odkdaj obstaja ta IHR pravilnik, da pri vseh ukrepih se mora spoštovati človekovo dostojanstvo, temeljne človekove pravice in sloboščine. Ta del je na predlog indijske vlade bil črtan. Pa se sprašujem, kaj bodo z nami delali, če se še to zbriše. To, kar je izjemno pomembno tudi vedeti, da WHO s to spremembo IHR pravil pridobi izjemno veliko moč in so mu tudi dodelili izjemno veliko denarja za ta namen, da bo izvajala zelo močno cenzuro, bistveno močnejšo, kot smo bili zdaj deležni. Namreč WHO bo edina, ki bo določila, kaj je resnica in kaj ne. In kdorkoli se bo temu uprl ali upal razmišljati drugače, WHO dejansko bo zahteval od držav, da te ljudi sankcionira. Zdaj, čisto slučajno novembra, ko sem bila na enem urgentno sklicanem izrednem sestanku okrog teh COVID cepiv, ki se pač v Ameriki zdaj že uvajajo za dojenčke od 6 mesecev naprej, in seveda naša EMA je tudi o tem debelo že razpravljala. Takrat sem bila informirana o tem, da se pripravlja pravzaprav zelo obsežna zloraba psihiatrije. No, takrat sem hitro pobrskala po objavljenih predlogih sprememb zakonodaje in sem najdla, da je konec v drugi polovici oktobra naša vlada objavila predlog spremembe zakona o duševnem zdravju. Kot psihiater vem, kaj je v skladu s stroko in kaj je namenjeno za dobrobit ljudi. Vem pa tudi, da so vsi avtoritativni sistemi psihiatrijo močno zlorabljali. Ti novi predlogi spremembe zakona so takšni, da potem, ko jih človek umesti v neko psihiatrično izkušnjo in znanje, pol lahko ima samo noč ne more. Torej, uvajajo se dve zadeve, s katerimi bodo utišali ali pa celo umaknili človeka iz skupnosti
samo če bo rekel recimo, da se noče cepiti, ali da se ne strinja s tem ukrepom, ali da razmišlja drugače. Sodišča bodo določala, da se ta in ta oseba mora držati tega izrečenega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja pod kontrolo. Kar pomeni, morali bomo jemati antipsihotike, tedensko enkrat se moramo jih testirati, da oni kontrolirajo, če ga jemljemo. Kot psihiater zelo dobro vem, da v večjih odmerkih antipsihotiki od človeka naredijo rastlino. In dejansko na ta način oni umaknejo čisto vse iz družbe, ki se upirajo tem ukrepom. O tem bo tudi objavljen na naši spletni strani Slovenske iniciativa slovenskih zdravnikov in analize, samo da je končamo z profesor dr. Perškom. Tako da, če boste pogledali čez morda kakšen mesec na spletno stran slovenskizdravniki.si, upam, da bo tudi čas še pripravljeno. Vsekakor je to nekaj, kar tudi morate vedeti. Veste, ker če bo to vseeno implementirano, da se ne bi zgodilo, da rečemo, aha, Jože je moral, Jože da so odpeljali v bolnico, pa se je tako malo čudena, ne? Ali ni bil malo čudaški, ne? Ampak pomembno je, da vemo, da če bo več takšnih Jožetov, da se pravzaprav uporablja psihiatrija za utišanje vseh tistih, ki skušamo opozoriti na to, da nekaj ni v redu. Razen tega, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije bo imel pravico dejansko tudi finančno upravljati z državami v smislu tega, da bo njegova beseda tista glavna, ki bo določila, Slovenija bo proizvajala ta in ta medicinska sredstva v teh in teh količinah, toliko in toliko bo ostalo v državi, toliko in toliko bo moralo donirati. In dejansko njih nič ne zanima, ali imamo denarja za to ali ne, dejansko se bodo ukinjali drugi programi, socialni, zdravstveni, ker če bo on rekel, toliko in toliko proizvodnih kapacitet mora delati izključno za to naročilo cepiv, mas, testov, česar koli, se to mora implementirati. Še ena stvar, od katerih so se mi lasje še po konci, je ena nova zadeva, pri kateri je tudi Svetovna banka enormen znesek denarja dejansko namenila temu. In sicer, da se oformijo farmacevtsko urgentno bolnišnično industrijski kompleksi. In dejansko za njihove stroške ni nobenega limita. Jaz ne vem, kdo ima kakšne fantazije, moje so grozljive. Samo se Mengelja spomnim in rečem, ok, on je bil morda začetnik te misli. Če še to naredijo, to pomeni, da ne smemo reči ne, kateremu koli posegu v telo in v teh farmacevtsko urgentno bolnišnično industrijskih kompleksih, očitno, vsaj to je moje mnenje, bodo izvajali poskuse na ljudeh, glede na to, da je nekako obrazloženo v teh dokumentih, ki sem jih prebrala, da bi naj tam lahko aplicirali tudi še nepreizkušena zdravila, če je stanje človeka, zdravstveno stanje človeka takšno, da je večja nevarnost, da bi umrl od bolezni, kot od morebitnega stranskega učinka zdravila. Iz tega je pač išel ta moj zaključek, čemu bi naj to bilo namenjeno. Zdaj, zakaj se to lahko dogaja? Dogaja se zaradi tega, ker, kot sem na začetku rekla, pred 25 leti je začel v financiranje WHO vdirati privatni kapital. Počasi, zmeraj bolj. Kaj mislite, kakšno je zdaj razmerje članarine članic v financiranju in privatnega kapitala, ki je ali direktno ali pa indirektno donator? Po novem 11,89.
Torej 89% sredstev WHO trenutno dobi od privatnega kapitala. Vi veste, da finančni oligarhi nikoli ne investirajo v nekaj, kar jim se ne splača. Kar pomeni, WHO je postala privatna ustanova, privatna inštitucija, ki uveljavlja interese korporativnega tega kapitala. Hvala, doktor Vizek, za to izčrpno celno moro, ki nam jo pripravljajo. Jaz mislim, da jaz si prepričam, da to ne bo šlo skozi, ker je dovolj zdrave pameti na svetu, da ne bomo to pustili. Lancet je objavil pred par dnevi članek, v bistvu, če nisi cepljen, imaš naravno imunost, ki je dosti boljša od teh cepiv. Prihaja ven v bistvu, da ta cepiva so namenjena izključno povečanju bolezni in smrti. In zdaj je tisti trenutek, ko se odloča zgodovina. Če zdaj ne bomo, se nam zna zgoditi, pa jaz vem, da ne bomo potem več mogli. Kajti, če zdaj klecnemo, v roku 2 let, bojo prišli vrni šorvi, čudni si ti. Mi te poslušamo, ti tak čudno govoriš. In mi smo se zdaj odločili, ti moraš iti na specialni psihiatrični pregled, da vidimo, kakšne so tvoje kognitivne sposobnosti, ali si ti premaknen ali nisi. To se pravi, poskušali nas bojo tako, kot so že, se spomnite, v Rusiji, ko je bil komunizem, največje intelektualce so zaprli norišnice. Se pravi, ena opcija je norišnica, druga opcija je pa, da si odpeljan v lager. V lager, kjer greš na prevzgojo. To pomeni, mene bojo odpeljali v lager, rekli Srečko, cepiva so v redu. Jaz rekel, niso. Rekli, ne, so v redu. To je zdrs civilizacije v naročje satanizma. Se razumemo? Za celo to zgodbo vam povem, da stoji več kot 20 ljudi v Ameriki. Vse to vodijo. Amerika, Anglija. Oni so rekli, ljudi je preveč in jih bomo pobili na fin način prek zdravstvenega sistema. To so rekli že pred 30 leti in iz zdravstvenega sistema so naredili sistem za depopulacijo. Kje ste še videli, da bi nekdo uporabljal remdesivir? A vi veste, koliko ljudi je umrlo zaradi remdesivirja? To magistra Sanela Štabler bo povedala. WHO pred par leti je odsvetovala remdesivir. Remdesivir je strup. Ne, oni ga uporabljajo veselo. In včeraj sem videl enega poslanca hrvaškega, ko je rekel, da ne vem koliko milijonov evrov so Hrvati mogli kupiti remdesivirja, zato da so fentavali lastne ljudi. Zdaj, kaj je njihova filozofija? Lažne pandemije, uporabljali boste zdravila, ki jih bodo drago plačali in pospravili vas bomo. Jaz mislim, to ne šlo skozi. Ok, gledajte, zdaj tako, zdaj bo pauzica, potem je, pol začne magistra Štabler. Zdaj pa tako, prej smo videli, da je zelo velik interes za grupiranje po mestih. Tako da zdaj, v tej pauzi, bom jaz poklical različna mesta manjša, ki jih prej nismo poklicali, tisti, ki ste iz teh mest, prosim, pridite sem, da boste potem se tu postavili poleg mene in da boste spostavili kontakt. Vreda? Ne takoj in ven, prosim. Samo še to bi dopolnila, sem pozabila povedati, da je izjemno velik projekt narejen in so tudi podpisane že pogodbe z enim nemškim podjetjem v smislu izdelave digitalne zdravstvene kartice, ki bo služila kot kontrola, ali smo cepljeni, ali smo v glavnem vse, vse zdravstvene informacije bodo dostopne na tej kartici.
In brez te kartice, s katero bomo dokazovali, da smo pridni, da smo cepljeni, da smo, ne bomo mogli se sploh vključevati v javno življenje. Tako da ta projekt poteka, zato sem tudi rekla, da drvimo tudi v digitalno suženjstvo. Namreč ta digitalna izkaznica, ki je zaenkrat mišljena kot zdravstvena, se bo nadgrajevala in bo povezala vse informacije o nas in bo dejansko bodo nas prek tega pogojevali in ekstremno kontrolirali. Morda še en stavek, WHO je birokratska ustanova, ki se ekstremno razrasta. S temi novimi pravili bi se še podvojila. Tako da ves denar bi šel dejansko za jačanje zdravstvenega sistema, nikjer pa v teh dokumentih, pa moram reči, da sem jih kar vse prebrala, ni nikjer ene same besede namenjeno varovanju človekovega zdravja. Torej, ščiti se sistem in inštitucije in ne človek. Hvala.